Govorili bomo o tem, kaj se dogaja s sodobno slovensko poezijo, kakšno njeno stanje, njena kondicija, kakšne so težave, s katerimi se spopada na ravni vsebine, na ravni produkcije, ne, kaj nam lahko sodobna slovenska poezija lahko sploh ponudi in tako dalje. Ne. Na vsa ta in še mnoga druga vprašanja bomo poskusili odgovoriti s pesnico Katjo Gorečan in z literarnim kritikom Goranom Dekleva. Dober večer in dobrodošla. Hvala, ker ste se odzvala našemu vabilu na tale dan. No, preden pa pričnemo z debato, samo kratka predstavitev obeh gostov. In sicer Katja Gorečan pripada mlajši pesniški generaciji. Doslej je izdala 2 pesniški zbirki, in sicer Angeli istega porekla leta 2007 in pa Trpljenje mlade Hane iz leta 2012. Tale zbirka je bila precej odmevna, saj je bila izbrana za 15. bienale mladih umetnikov Evrope in Sredozemlja, z njo pa tudi nastopila na 10. festivalu Pranger, nominirana pa je bila tudi za Jenkovo nagrado. Ravno pred nekaj minutami pa sem izvedel, da se bo prevedla tudi v grščino, ne? In no, skratka, poleg tega pa svojimi pesmimi Katja nastopa tudi na literarnih večerih, tako doma kot tudi v tujini, ne? Lahko pa dodamo še to, da je tudi likovnica in vzgojiteljica predšolskih otrok, pa še kaj drugega. Potem je z nami tudi, kot že rečeno, Goran Dekleva, ki je predvsem literarni kritik. Leta 2009 je prejel Stritarjevo nagrado, objavljal je v reviji Literatura, piše pa za delovne književne liste. Goran je tudi povezan z radiem, in sicer najprej je sodeloval z Radiem Študent, pozneje pa je opozoril nase z lastno avtorsko oddajo na Radiu Kaos, nazadnje pa postal redni sodelavec nacionalnega radia. Torej, toliko na kratko o obeh gostih. Zdajle bi pa kar prešel na prvo vprašanje. Preden pa preidem, ne bi rad pojasnil tole, da sam pa še to bi povedal, ne. Uvedli bomo eno novost na današnjem večeru, in sicer vsem prijateljem, ki danes niso morali priti, ker ne, pač prebolevajo velikonočni overdose od šunke in ostalih hranil. Lahko jim poveste skratka, da imajo možnost zastaviti vprašanje preko Twitterja s hashtagom knjižno kazalo, tako da lahko jih obvestite po SMS-ih, če jih karkoli zanima o sodobni slovenski poeziji, ne. No, zdaj pa na debato. Torej, sam pojem sodoben je zelo relativen, ne, ker za nekega pesnika, ki je star 80 ali več let, je sodobnost nekaj drugega kot na primer za Katjo, ne. Tako da lahko se neokvirno dogovorimo, da bomo pod temle pojmom razumeli dogajanje v zadnjih 20, mogoče v 25 letih, da ne bomo preveč širili, ne. In mogoče za začetek neko tako splošno vprašanje, ne, tako da prebijemo nek let, pa mogoče lahko res samo nekaj kratkih mislih podata, ne. Kakšno je stanje na področju sodobne slovenske poezije? Čist na kratko, prosim. Lahko kar Katja začneš ti? Halo? Ok. To pa kar odmeva. Torej, moje mnenje glede sodobne slovenske poezije je tako, da je preveč neke hiperproduktivnosti objavljanja pesmi na socialnih omrežjih, ni nekega sita, in se mi zdi, da je ogromno nekega šunda, nekih neke nekvalitetne poezije, ampak hkrati se mi zdi, da se razvijajo neki izjemno izstopajoči avtorski glasovi. Zdaj ne vem, iz moje, če jaz spadam v mlado, ne, bi mogoče to izpostavila revijo Idiot, Moanisa, Sinanoviča, Pandurja, potem Katjo Perat, koga bi še? Ja, in tako dalje, no, se jih je ogromno. Kaja Tržan, naprimer, pred kratkim je zdala prvenec Ana Svetel. Tako da
mislim, da naša slovenska sodobna mlada poezija, če govorimo o mladi, pač veliko obeta in se ni podobna kot jajce jajcu. Hvala. Kaj pa ti, Goran? Ja, dober večer še v mojem imenu. Zdaj, zdi se mi najprej, da je ugasnilo nekaj knjižnih edicij, zbirk, ki so njega dni prinašale sodobno slovensko poezijo, pri Literi recimo, pri Cankarjevi založbi. Zdi se mi pravzaprav, da načrtno tiska poezijo literatura v prišlekih, da je skratka najbrž postalo težje objavljati poezijo v knjižni obliki, kakor je bilo to nekdaj. To zdaj seveda ni nujno samo po sebi slabo, glede na to, da je vselej najbrž se stiskalo več poezije, kot je pravzaprav kvaliteta pravzaprav dopuščala ali pa vabila, ne, k tiskanju, ampak po drugi strani pa je vendarle tako, da je za enega Mozarta najbrž potrebnih 100 Salierjev, da je kondicija neke literarne scene odvisna od tega, da lahko veliko ljudi najde svoj prostor pod soncem, da skratka je pretočnost med različnimi poetikami, ki obstajajo, in to gotovo je seveda značilnost slovenske poezije zadnjih 25 let, ne, da ni ene dominante, ki bi pač resnično zasenčila vse druge možne poetske pristope, čeprav seveda posamezni najbrž krogi želijo z dovolj vehementnim nastopom ustvariti prepričanje, da je samo njihova poetska usmeritev tista, ki lahko voz slovenske poezije, literature, misli na vse zadnje povleče iz pregovornega jarka, ne. Najbrž ni tako črno-bel ta svet, ampak v vsakem primeru, no, se mi zdi, da so knjige, če se tiskajo, seveda zelo dobrodošle. Zdi se mi namreč, da samo objavljanje na spletu, ne, na specializiranih spletnih straneh, ki privabljajo slej ko prej ljudi, ki mislijo podobno, ne, nekdo drug se pa pač zadržuje na neki drugi spletni strani s ravno tako podobno mislečimi ljudmi, ne. Tukaj pride do, se mi zdi, nekega problema, ne. Knjiga, ki izide pri uradni založbi, pa ne se sliši še tako demode, 19-stoletno, ampak je pač požegnana nekako z pristankom pač nekih urednikov, ki naj bi načeloma bili kompetentni, avtonomni in nevtralni. In s tiskanjem skratka knjig se pravzaprav vzpostavlja pregled nad celotno krajino in na ta način seveda potem lahko pravzaprav zelo dobro vemo, kaj se godi v različnih koncih in krajih literarnega obrata. Ko prije do ugašanja knjižnih zbirk posvečenih poeziji, se slej ko prej znajdemo v položaju, ko pač ta panoramski pogled na slovensko sodobno poezijo ni več tako ga ni več tako enostavno pravzaprav pridobiti. Ja, to vsekako drži, ne, tudi sama selekcija je manjša na internetu, kot že rečeno, ne, mogoče pa, ne, tale tema, katero sta oba že nakazala, ne, in sicer pri vprašanju, ne, kdo piše sodobno slovensko poezijo, ne, imamo pravzaprav dve generaciji v grobem rečeno, ne, in sicer ena je tale starejša pesniška generacija, ne, v kateri spadajo ljudje, ki so na sceni že dlje časa, ne, več kot 30-40 let, ne, in potem je v bistvu tale mlajša pesniška generacija, ki se šele prebuja, vzpostavlja svoj prostor, ne, v katero sodiš po mojem mnenju tudi ti, ne, Katja, pa me tukaj zanima,
po čem se po vajenem mnenju tale mlajša pesniška generacija razlikuje od starejše, razen po letih? Ne? Ali gre tukaj za nek preboj, gre tukaj za neko, kako naj rečem, nasprotje, dialektiko, ali gre za reprodukcijo starih vzorcev, kaj lahko srečamo? Pa mogoče lahko spet, Katja, ti začneš, ne? V bistvu lahko te še takole, konkretno tebe vprašam, imaš zavesten namen preseči vzornike, pri katerih si se navdihovala, ali sploh ne razmišljaš o tem in pač imaš, se prepuščaš pisanju, imaš neko lastno avtopoetiko, skratka, ali sploh razmišljaš o teh stvarih, ko pišeš? Ne, v bistvu ne. Ker tudi moji vzorniki, naprimer, večinoma niso bili slovenski pesniki. No. Jaz sem se večinoma navdihovala nad feminističnimi pesnicami, afroameriškimi, ki v bistvu tudi mešajo dramsko strukturo, kar se mi zdi, da se je pač videlo tudi pri Trpljenju mlade Hane in samo poezijo. In jaz sem se namreč v tem našla, ker jaz take poetike v Sloveniji pač mi ni bila domača, nikjer se nisem našla v tem in sem pač potem preko nekega raziskovanja prišla do te koreo poezije, pač pri kateri danes pač tudi ostajam in pač raziskujem o tem. Kar se pa tiče presekanja nekih vzorcev starejših pesnikov oziroma teh pesnikov, ki so bili pač pred nami. Zdaj, pri nekaterih pesnikih moje generacije se mi zdi, da je to pač očitno, da želijo na nek način presekati? Ali? Obuditi jih in hkrati uničiti, ne vem, to se zdaj malo destruktivno sliši, ampak ja, mogoče naprimer Šalamuna, zdaj Šalamun je en tak primer, ki se mi zdi, da je pri 20 pesnikih moje generacije in pesnicah izjemen vzor pri posnemanju in tudi mislim, da veliko pač pesnikov pri svojih zbirkah ga citira. Jaz se v tem, naprimer, pač sama nisem našla v tem načinu, ker sem pač na neki točki začutila, da je mogoče čas, da začnem odpirati neke teme, o katerih pač sama nisem ničesar našla napisanega. In to so pač teme, kot so te menstruacije in tako dalje, in splav in kontracepcijske tabletke in tako dalje. In ja, zato pač zdaj v bistvu pišem o teh stvarih in se ne obremenjujem v bistvu z neko to slovensko sodobno poezijo, ker se tudi ne čutim pripadajoča. Hvala. Kaj pa ti, Goran, kot literarni kritik imaš pregled pravzaprav nad tem, kar izhaja, tako da ali opažaš kakšne novitete, premike, preboje ali le reprodukcijo, prosim? Najprej bi samo v komentar k temu, kar je ravno Katja rekla, dostavil, da so te besede seveda samo dokaz več, da smo v položaju, ko se v javnem prostoru vali diskurs, ki postavlja kozmopolitizem kot psovko, seveda v položaju, ko pravzaprav smo v nevarnosti, da se pač viri, kjer slovenska kreativna scena pravzaprav črpa del svojega navdiha, da ti viri pač presahnejo, če bi pristali na to, da se moramo upirati samo in zgolj na svoje lastne moči, se pravi na neko slovensko kulturno verzijo te severnokorejske ideje samozadostnosti. To je prav gotovo nekaj, čemur se velja izogniti. Zdaj, kar se tiče pa seveda preseganja vzorcev. Mislim, postmodernizem v drugi polovici 80-ih je tako ali tako povedal, da je
da se vedno znova lovimo za svoj lasten rap. Ne? In da so bile vse zgodbe povedane, da so bili vsi motivi že pravzaprav razgrnjeni pred nami v poeziji in tako naprej. Ampak pač čas teče, konteksti se spreminjajo, sej prav Borges je znamenito zgodbo o Pieru Minaru, avtorju Kihota, pokazal, da ne moreš dvakrat stopiti v isto reko. Ne? Se pravi, na kakšen način se zdaj mi tukaj pogovarjamo o preseganju? A govorimo o neki absolutni invenciji, neki inovaciji, ki bo prišla in z eno veliko titansko gesto pravzaprav pometla mizo in bomo začeli znova. Recimo tako, kot je poskušala historična avantgarda ravnati tam okrog leta 1910-15. Ali pa nasprotno, ne, pač predpostavimo, da imamo opravka raje z škatlo z orodjem, ne, v kateri so desetletja, stoletja in celo tisočletja literarne prakse pač nam nanudila nek nabor možnih strategij in jih pač uporabljamo tako, da smo kar najbližje svoji lastni kreativni intenci. Če je tako, ne, potem ni nikoli prepozno za nikakršno invencijo. Ne. Oprosti, kaj pa je objektivno gledano po tvojem prisotno? Tale prva ali druga možnost? Torej, imamo škatlo z orodjem? Oziroma... Mislim, sestavni del pač pesniške mitologije je pač ta avantgardna gesta. Ne? In en del sodobne slovenske poezije, mislim, da pač stavi tudi na to. Ne? Najbrž nek del pesnikov, ki so blizu Idiotu. Ne? Ampak v grobem bi pa pač res vsem mislil, da pač v veliki večini primerov pravzaprav avtorji in avtorice stavijo na to, da bodo apropriirali tisto, kar najdejo za svoje potrebe tu in zdaj in da bodo poskusili biti inovativni na pač subjektiven in ne nek objektiven način. No. Hvala lepa. Mogoče tole, ne, kar je Katja, ti si že na pol odgovorila na tole vprašanje oziroma mogoče kar v celoti, ne, in sicer kaj je kvalitetno, ne? Če bi vaju vprašal, naštejta mi, priporočita mi 5 knjig, ne, ki so šle v zadnjih, ne vem, 5 ali pa 10 letih in so špica, katere mlade avtorje bi mi svetovala? Kakšna je pa starost mladega avtorja? Ja, to je tudi v redu vprašanje, ampak kar po občutku, ne, ja, po občutku, ne, to, kar ti pride na misel k mlademu avtorju. Aha, po izdanih zbirkah, ne, zdaj gremo. Da premislim. Ja, sej mogoče lahko Goran ti interveniraš, če imaš že izdelano mnenje. Ja, mislim, glede na to, da ob pogovorih ob pivu, ne, praviloma vedno znova izpostavljam 3 prevence zadnjih 15 let, ki se mi zdi, da so ponudili v branje avtorje, ki so se pojavili kot polno izdelane avtorske figure, katerih glas se mi je zdel scela zanesljiv in prepričljiv in seveda katerih pesmi so bile takšne, da sem jih na vse zadnje lahko vzel za svoje in si z verzi, ki sem jih tam noter našel, pač mrežu svojo lastno izkušnjo sveta. Potem bi seveda, mimogrede seveda, zakaj govorimo o prevencih, zato najbrž, ker je slovenska literarna zgodovina prav nenavadno močno vezana na prevence. Na cela kupica avtorjev je stopila v slovenski literarni prostor s prevencem, kot tistim inaugurativnim dejanjem, ki pač obenem razbije stare prakse branja in pisanja literature oziroma poezije in hkrati že pravzaprav ponudi neko novo paradigmo, kako to početi. Začenši seveda s Prešernom, ne? Pa Župančičem, pa Murnom, pa Kocbekom, pa Zajcem, pa Strnišo, pa Šalamunom. Ne? Zelo malo je pravzaprav avtorjev, ki so
se našli in naredili šele potem s kasnejšimi zbirkami, recimo Peter Semolič bi utegnil biti tak avtor, ne, pa kaj pa vem, Milan Jesih, recimo. Ne. Ampak, skratka, no, pač, če se vrnem po tele zastranitvi nazaj, bi seveda izpostavil tri prvencije, ki so mi bili res všeč. To so 3 postaje Jureta Jakoba, Rumeno gori, Grm Forzici, Veronike Dintinjana in najboljši so padli Katje Perat. Potem bi pa seveda zraven človek lahko dodal, ne vem, Anja Golob, Zvesov vzgibi, se mi zdi zelo fina zbirka, Krčrk, Karla Hmeljaka, se mi zdi zelo dobra zbirka. Mogoče kakšen starejši avtor, ki pa pač je pravzaprav zares upozoril nase šele v teh zadnjih 15 letih, Janez Ramoveš, ki je absolutno podcenjen, s Čredo, naprimer, ki se mi zdi genialna zbirka. No, pa se bom ustavil, da ne bom pač katalogist ratu. Pa še ti, Katja? Jaz bi tukaj mogoče dodala Petro Kolmančič, Kajo Tržan s prvencem, Delta in pa, a zdaj govorimo samo o prvencih ali nasploh, potem Ano Pepelnik z zadnjo zbirko in pa Nataša Velikonja Ostani. Hvala. Kar nekaj knjig v bistvu, ne, tako da, a mi slišite? Aha. Tako da nekaj kvalitetnega pa le je, ne, mogoče, ne, zdajle, če gremo še na eno drugo področje in sicer sama vloga literarnih delavnic, ne, ki so pravzaprav nek prostor, kjer se tudi formirajo mlada pesniška imena, ne, pa mogoče, Katja, za začetek si se ti udeležila kakšne pesniške delavnice, mogoče to? Ne, žal, jaz na nobene delavnice nisem še šla. V bistvu ja, ampak je delavnica dramskega pisanja pač na oddelku za primerjalno književnost. A misliš, da bi brez te izkušnje drugače pisala kot sicer, ali si se te delavnice udeležila zato, ker te zanimala dramatika v poetiki? Ja, v bistvu, mi smo takrat prvič odprli pač to dramski krožek pri Borisu Novaku in Vinku Medendorferju in pravzaprav nisem imela zdaj ambicij pisati nekih velikih dramskih tekstov, ker sem začela bolj z nekimi enodejankami, naprimer 7 punčkinih vprašanj, ki je v bistvu tudi neke vrste pač poetična drama. In ja, v bistvu mene je takrat sem se začela zanimati za v bistvu ta nek miks dramatike in poezije, ker sem pač, ne vem, se mi zdi, da v dramatiki je neka akcija, neko dogajanje, neko dejanje, medtem ko v poeziji pač redko kdaj začutim to. Ja, v bistvu in sem pač s to skoraj v poezijo, sem pa v bistvu vse, pač to oboje povezala. Ampak glede delavnic pač enostavno ne vem, jaz sem na te delavnice hodila, bila sem zelo poredna učenka, nisem nič ubogala, nisem nič brala, kar mi je Medendorfer rekel, da moram brati. Tako da ne vem, pač to bi mogli profesorja vprašati, če sem pač kaj od tega odnesla. Ampak za te pesniške delavnice pa mislim, da se prav nobenih nisem udeležila in tudi iskreno nisem nikoli pač čutila tega, da bi, zdaj to se sliši egoistično ali kaj, ampak da bi z drugimi ustvarjala svojo poezijo. No. Meni se je to zdela zelo ena taka, ne vem, ful intimna stvar, res, pisati poezijo, ne zdaj se skrit nekam, ne, pred svetom, ampak zdaj, čeprav rado govorim o poeziji, ampak mogoče ne na tak način, da meni se zdi še vedno to učiti se pisanja poezije zelo tako zanimivo vprašanje, pač si še nisem pač odgovorila na to, ampak se mi zdi, da vsak pač mora najti pri sebi, ne, zdaj koliko pesmi bo zažgal preden izda prvenec oziroma preden pač izda knjigo in je zadovoljen sam s sabo. Jaz še zdaj vidim, preden sem izdala pač to Trpljenje mlade Hane, mislim, da je 1000 pesmi pač izbrisala in tudi
še danes pač nisem čisto zadovoljna s tem, kar pišem. Ne. Zdaj ne vem, če bi imela mentorja, če bi bilo to kakorkoli mi pomagali pri temu. Se mi pa zdi, da mogoče pri teh delavnicah se včasih opazi, da mentori pač mogoče malo preveč vplivajo na pisanje nekoga, ki se pač uči pisati oziroma imaš uči kakšen pisati. konkreten primer? Ne bom. Aha, v redu. Ampak doskrat sem opazila, naprimer, No, se bom pa jaz podal en primer. iz teh delavnic, mogoče, ampak to mogoče ni noben problem, potem se pač vsak razvija po svoje, ne, zdaj, če izhajaš iz nekega mentorja, mogoče ni take problematike, ampak ja, tako da v bistvu zdaj nekih internih glede delavnic pač žal pač ne moram povedati, ker ne vem, kako pač te stvari delujejo. V redu. Goran, ne, mogoče, če se samo omejimo na lud literaturo, ne, kjer je tudi pomembno žarišče mladih pesnikov, ne, to so pesniške delavnice, ki jih vodi Uroš Zupan. Mene samo zanima, ali si kdaj opazil, ne, pa ne da bi moral, ne, mislim, nikamor ne namihujem, ampak ali je posledično tale zupanovski sloh, ne, tudi prisoten med njegovimi učenci, ali pišejo enako kot učitelj, gre za odmik, ali je sploh kakšen vpliv tukaj? Zdaj, najprej treba najbrž reči, da so bile sutre precej velika stvar v slovenski poeziji, ne? In da če pač se je pisalo v njihovi, v Zupanovi senci, se je to, jaz bi tako upal, dogajalo predvsem zato, ker je Uroš velik pesnik. Ne? In to vrstna viščina seveda pač po eni strani opogumlja in po drugi strani privlači k neki emulaciji, ne? K nekemu, ne posnemanju, ampak k navdahnjenosti z postulati neke poetike. Ne? Zdaj, sej to se veliko, se mi zdi, pač govori in pritožuje, ne? Da pač Uroš Zupan oblikuje krajino slovenske poezije po svoji lastni podobi. A to drži? Meni se to zdi bullshit. Res. Ne verjamem temu, ne verjamem, da pač je on ustanovil pač to vrstno delavnico z nekim, ne, pač načrtom urednim Bondovega zlikovca, ne. Nikakor. Prav nasprotno, ampak si pa predstavljam seveda, da pač lahko njegova poetika v določeni fazi pritegne, ne, fazi pač ustvarjalnega razvoja enega mladega avtorja ali avtorice, da lahko to pritegne, da lahko to, ne, ampak si potem bi lahko pač tudi se hudoval nad Tomažem Šalamunom, ki sicer ni imel nobene nominalne pesniške delavnice, ampak za katerega ravno tako vemo, da je zelo pozorno pravzaprav spremljal mlado slovensko pesniško produkcijo in da je bil poln, ne, vznesenih in spodbudnih besed mladim avtorjem. Ne. Zdaj, a je pač Tomaž Šalamun česa kriv, a je Uroš Zupan česa kriv? Ne, to so pač nekaj, jaz mislim, da dovolj običajne, ustaljene pravzaprav prakse delovanja literarnega obrata. Ne. Zdaj, a se je nemara pač ta poezija, kakršno je zastavil v 90-ih Uroš Zupan, ali pa mogoče še boljš, kakor je realiziral potem v začetku 2000-ih, ne, z nafto pa s lokomotivami, ne, a se je zdaj mogoče ta poetika upehala, a mladi avtorji ne vidijo več v tem nastavkov za neko plodno delo, povsem možno. Pravzaprav, glede na to, koliko časa se mi zdi, da pač je veliko ljudi videl v tem nek ploden potencial, sem presenečen, da se ni izčrpalo že prej, ampak recimo, če gledaš, kaj pa vem, ne, nekega Jana Krmelja, ne, to bi težko bilo
dlje od poezije, kakršno je zastavil in v katero je sam intimno pripričan Uroš Zupan. Ne? Prihodnost je pa seveda odprta. Ja, seveda. Zdaj takole, ne, ta trenutek nekako živimo v času multiple krize, ne, zato zelo radi govorimo, ne, da je vse v krizi, ekonomija je v krizi, znanost je v krizi, vrednote so v krizi, seveda tudi umetnost. Ne. Mene pa zanima, ali je po vajnem mnenju tudi poezija v krizi, ne, pri čemer ne mislim samo nizkih honorarjev, ampak se mogoče to kaže tudi na ravni vsebine. Ne. Katja, ti si omenjala hiperprodukcijo, mogoče še kakšen problem, ki ga ima sodobna slovenska poezija? Ja, tukaj smo enkrat bili priča, mislim, da je slovenska mlada poezija podobna kot jajce jajcu. Tole lahko omenimo in sicer to je bilo v recenziji antologije 75 pesmi od Dekleve do Peratove. Upam, da sem prav povedal. No, jaz bi tukaj, naprimer, sem pač moje opažanje osebno, kar opazujem zdaj pri slovenski mladi poeziji, predvsem to, da se toliko dogaja nekih dogodkov, literarnih, pesniških, festivalov in tako dalje. Pri tem se včasih sprašujem za kvaliteto, ali se to dogaja zaradi resnično pač nekega, ne vem, razvoja poezije, nekih diskurzov o poeziji, ampak mogoče samo zaradi tega, da se pač naredi nek event, nek dogodek, ne, in se potem poslika in se da na Facebook. Velikokrat pač dobim pač tak občutek in mislim, da ogromno teh nastajajočih mladih pesnikov deluje predvsem po tem principu objavljanja, ja, tako na spletnih straneh, ampak na spletnih straneh, naprimer socialnih omrežjih, ki ne gredo preko nekih, recimo, uredniških odborov. In da je pač mogoče poezija postala, se mi zdi tak neka mislim, nek status, pač biti pesnik, ne, kaj in pesnica, ne, da je to zdaj postalo cool, ali kaj, ne vem, mislim, jaz se sama sebe pač ne bi sploh deklarirala kot pesnica, pač, ker se mi zdi, da včasih to danes pač zgublja to pomen, no. Biti mlad pesnik, biti mlada pesnica, zdaj ne vem, če sem razumljiva, kar govorim, no. Ampak to mi gre že pač strašno na živce, kar se tega tiče. No, mogoče biti ravno v tej smeri, ne, ker že o tem govoriš, sem tudi tole vprašanje imel zate, ne, kaj zate pomeni biti mlada pesnica, ne, torej, ne, za nekoga, kot si rekla, je to oblika identitete, ne, nekaj, kar je reklama zase, za lastno ime, ne, tudi sama si v pesmi Hana takole zapisala, če dovoliš, da preberem, Hana je pesnica, oziroma hoče postati, oziroma mora počakati, da jo ostali potrdijo. Išče svoj glas. Seveda, kdo ga pa ne. Hana išče svoj glas tako, da pošilja vsem, po večini nadutim pesnikom, svoje pesmi. Hana seveda pošilja tudi na natečaje, čeprav jo vsako leto znova in znova pozabijo. Skratka, je to, ne, to si sicer napisala leta 2012, še to velja ta cinična distanca do tega, ne, tipičnega prebijanja med literarne zvezde. Ja, ta cinična distanca, ne, je nastala predvsem zaradi tega, ker sem prišla na oddelek za primerjalno književnost in sem se bila pač sem se soočala z nekaterimi stvari, ne samo na oddelku, ampak pač tudi na celi literarni sceni. In te stvari so mi šle enostavno pač na živce, tudi to, naprimer, mlada pesnica. Jaz se včasih iskreno počutim izjemno stara, ne. Zdaj ne vem, mogoče je to posledica tega, ker sem delala z dementnimi, ampak mlada pesnica kot kaj, ne vem, a za nekoga, naprimer, ki je pa star okoli 60, pa rečemo, ti si pa star pesnik, mislim, direktno v faco, ne, mislim, zdaj ne vem, ne razumem točno pač teh mlada in staro. Pardon, kaj je bilo vprašanje? Ta cinična distanca je nastala pa predvsem zaradi tega, ker enostavno se mi zdi, da je na slovenski literarni sceni še toliko enega seksizma,
da je pač ta distanca, moja distanca do te literarne scene nastala pač zaradi teh stvari, ki sem jih pač doživljala in enostavno se mi pač tudi potem ni več dal s tem ukvarjati in se mi še danes pač ne da. Ampak ja, mislim, da bom jaz kar ostala pri tej cinični distanci. No. Goran, mogoče še ti kakšne težave pri poeziji, kakršnekoli, če si kaj opazil? Če nisi toliko bolje, ne? Ja, ne, seveda pač mislim, težave že obstajajo v tem smislu, da pač vsakič znova, ko vzameš konkretno knjigo v roke, je pravzaprav dovolj pogosto srečati pesmi, ki meni ne funkcionirajo, ki škripljajo, v katerih se mi zdi, da nekaj ne štima. No? Nemogoče je zdaj povedati. Ampak ravno to je poanta. Ne? Zdaj na tem mestu je pravzaprav nemogoče sintetizirati, da bi rekel, vsi pesniki imajo potem ta problem, ne? Ali pa vse pesnice imajo ta problem. Vsak individualen ustvarjalec, vsaka individualna ustvarjalka seveda ima sebi lastne pasti skrite znotraj svoje poetike. Ne? O kakšnih Mogoče, če te prekinem, na sami ravni sloga, nekako v vabilu na tale dogodek je bilo rečeno, da ali lahko v tele blogerski hitrosti še nastajajo hermetične pesmi. Skratka, jaz sicer mislim, da hermetične pesmi še vedno so prisotne, pa me zanima, ali je to tale nov način življenja, hitre komunikacije, tweet komunikacije lahko problem, ima lahko vpliv na samo strukturo in vsebino pesmi. Ja, jaz bi si predstavljal, da bi utegnil obstajati en niz pesnic in pesnikov, ki bi utegnili prepoznati v tem instantnem sporočanju, v tej neznosni lahkosti sporočanja natanko problem, zoper katerega je treba pač nastopiti s poudarjeno, zapleteno, sintaktično, metaforično, kompleksno poezijo. Nisem sicer prepričan, da se bodo načini, kako komuniciramo med seboj v vsakdanjih položajih zaradi takšne poezije seveda spremenili. Tudi vemo, najbrž iz lastnih izkušenj, da že samo branje besedil na internetu, kot spletnih člankov, manjša zmožnost spominske retencije prebranega, to je evidentno, pa zaradi tega, ker se tega zavedamo, še ne pomeni, da bomo zdaj nehali brati po spletu, mislim. Ampak se mi pa zdi seveda, da pač ta inflacija kratkih besed, kratkih stavkov, plitkih misli, da pa seveda pač je en izmed gradnikov, na katerih lahko pač utemeljiš svojo poezijo kot gesto zavračanja, zakaj pa ne? Hvala, ja, pa mogoče zdajle lahko v istem hipu še na tole odgovoriš in sicer kdo je danes bralec sodobne slovenske poezije, poleg pesnikov, literarnih kritikov, pa tistih ljudi, ki imamo radi poezijo? Skratka, koga še nagovarja, kaj nam lahko sodobna slovenska poezija sploh ponudi? Ne vem, če nagovarja sploh še kogarkoli. Mislim, nagovarja seveda, če si dal nekaj zaljubljencev zraven, potem mislim, da ta pesimističen odgovor drži. To seveda ne pomeni, da niso tam zunaj bralke in bralci, ki imajo radi poezijo, ampak najbrž poezijo, ki je v strukturi občutenja sveta takšna, da se prilega
19. stoletju. Ne? Se pravi, Bog je ustvaril svet, na koncu mu je ostalo pa tisto pregovorno prgišče draguljev in ustvaril je Slovenijo in zdaj bomo opevali njene lepote. Ne? Takšne poezije, zato mislim, da ni v nevarnosti, da bi ta zgubila bralce, ker ne manjka ljudi, ki bi hoteli biti na ta način prevzeti. Ne? Ampak, kaj pa, če gremo nekoliko naprej, ne? Če vzamemo nase lekcije zgodovine zadnjih 150 let, če ugotovimo, da ne živimo vsi skupaj na božičnih karticah, ne? Da je v načinih, kako se pogovarjamo med sabo, polno pasti, da med označevalci in označenci obstajajo vrzeli, ma ne samo vrzeli, ne? Prepadi, da je z konceptom lepote neki sumljivga, ne? Da nismo prepričani, kaj pravzaprav sploh početi z umetnostjo po Auschwitzu, ne? Če lahko citiram Adorna. In za take bralke in bralce poezije, ne? To pa seveda pomeni, je potrebna neka najbrž kondicija branja, neke estetske samopreuzgoje ali pa samo navajanje na to, da se pač naučiš brati neko poezijo, ki ni naivna. Ne? Takih bralk in bralcev pa jaz mislim, da ni prav veliko, kaj pa vem, tudi ne vem, kje pravzaprav bi se srečali s takšno poezijo, toliko bolj, če pravzaprav pomislim na svojo lastno izkušnjo iz srednješolskega berila, kjer sem si jaz pomagal s prvimi avtorji, ne? Ko me je začela zanimati poezija, imaš, ne vem, recimo nekoga, ki je popolnoma genijalen, kot je Edvard Kocbek, ne? Ki je v berilu zastopan z Močna rdeča junca Gresta, ne? Ki je super pesem, da se razumemo, ampak to poštekaš potem, ko si star kakšnih 30 ali pa več, ne? Ob tem, da ima ne vem, ne, Kocbek, kaj pa vem, Tihotapce ali pa Ni gospodarja ali pa Ob 3 ponoči, tekste, ki se mi zdi, da bi lahko pač delovali bistveno močnejši, ali pa nisem se dovolj igral z besedami, ne, skratka tekste, ki bi lahko bistveno močnejši nagovorili senzibilnost enega 17-letnika. Ne, ampak namesto tega je pač tam tista bukolična podoba tistega brezčasja, ki je super, ampak ne za 17-letnika. Ne? In kako skratka pač zdaj pripraviti ljudi, da bodo, če ne bi bilo Šalamuna v učbenikih, ne? Najbrž ne bi bilo nikogar, ki bi pač zares znotraj horizonta vsakdanje bralske izkušnje pravzaprav zastopil neko poetiko, ki kaže naprej. Ja, seveda. Mogoče ti, Katja, ne, si tudi zapisala v svoji pesniški zbirki Trpljenje mlade Hane: nič ni resnično, poezija je mrtva, pesnica je mrtva. Ne. Pa mogoče poezija je mrtva. Ne. A je to torej ta lahko odgovor na vprašanje, koga nagovarja, če koga, kakšna njena funkcija in tako dalje? Ja, jaz, ko sem to napisala, poezija je mrtva, se mi je zdelo zelo dramatično, ne, tak, in to, da je Bog mrtev, ne, ja. In to, da bomo kmalu prišli do resnice. Ne? Ja, seveda, seveda. Vse, ja. No, do resnice še nisem prišla. Pardon, kaj je bilo vprašanje? Torej, vprašanje je, ali je to lahko odgovor, tale vers, ne, ki sem ga iztrgal sicer iz konteksta, ali je lahko odgovor na vprašanje o sami funkciji poezije, o tem, koga nagovarja, kako naj deluje? Ne? To, da je poezija danes mrtva. Jaz mislim, da se poezija danes bolj kot kdajkoli prej, da se oživlja, predvsem na ulicah. Ne vem, ko imamo različne, recimo od IRIU, Inštitut IRIU in tako dalje, imajo različne te performance predstavljanja poezije pač naključnim ljudem, ampak tukaj je tudi vprašanje tega, ne, zdaj, ali ljudje to v bistvu potem sploh preberejo, kar dobijo, ne vem, recimo, vem, ko so imeli IRIU te neke rože poezije
in so delili pač pesmi. Ne? In zdaj to vprašanje, ali ljudje to preberejo ali pač enostavno stran vržejo, kaj se zgodi pač s temi vsemi pesmi. Ne? Zdaj sem mislim, da sploh malo zašla. Ampak, no, nič hudega, ne, v bistvu. Jaz mislim, da poezija, pač, da ni mrtva, da je živa. In mislim, da so temu priče razna Mlade Rime, naprimer, potem širi poezijo Nestrahu od Petra Semoliča. Mislim, da se tako pač tudi kaže ta neka živost poezije. Čeprav pač nima poezija kot takih bralcev. Jaz bi sam rada povedala eno to izkušnjo, ko ste povedal ko sem naprimer dobila v osnovni šoli, ne? Ker vemo, kakšno je branje poezije v osnovni šoli in v srednji šoli. In ko sem dobila za darilo rojstnodnevno od Kristine Hočevar, njeno zbirko, ki me je pač teta kupila, ker mislim, da je bila v Celju edina ta zbirka, poleg koga še? Ja, v Celju imamo, mislim, da na razpolago v mladinski knjigi Toneta Pavčka in tako dalje. In je bila Kristina Hočevar tudi in je moja teta kupila njeno knjigo. In jaz se spomnim, ko sem pri 14 letih dobila knjigo od Kristine Hočevar in meni je to takrat resnično spremenil svet. Ker sem sem začutila neko čist drugo energijo od njene poezije, kot pa od tistega, kar smo pač brali v osnovni šoli. Tako da to je to. Mislim pa, da bi se mogoče morala ta sodobna poezija bolj približati šolam. Ker se mi zdi, da mladi... Misliš delavnice ali... Zdaj ne vem, tukaj bi mogoče Jaka bi vedel bolj, ki je pač iz društva Novi dijak, srednje šole po Ljubljani, ki imajo tudi svojo literarno revijo, kakor vem. Ampak, mislim, tako pač, vem, da celjske šole, ne vem za ljubljanske, ampak celjske srednje šole, to sploh ne poznajo poezije, sodobne, karkoli, to se ustavi, ne vem, kje, no, mislim, in to je groza, ker to v bistvu zamujajo toliko enih dobrih stvari in res smo zdaj postala malo jezna, ampak to je res, mislim, toliko, naprimer, Mlade Rime, to, kar je v Ljubljani, se mi zdi, da bi se mogoče, ne vem, če bi se sicer prijelo v Celju, ne, ampak na tak način približati mladim poezijo, to je, pri temu se vidi mogoče neka živost tega. Oziroma neživost, če ni približena. Ne? Mogoče. Mogoče še tukaj ne bi pa zdajle prišel na eno temo, ki si jo prejle začela, ne? In sicer v tele isti pesmi, ne, ki sem jo ravno kar prebral, si tudi zapisala, pesnica je mrtva. Ne? Torej, tukaj imamo tudi samo vprašanje seksizma, ne, na slovenskem pesniškem in splošnem literarnem polju. Ne? Skratka, marsikatere pesnice in druge avtorice, naprimer Neža Maurer, Svetlana Makarovič, Barbara Korun, Maja Vidmar, Taja Kramberger in še mnoge druge uveljavljene pesmice so imele, ne, kot same poročajo, precej težav pri uveljavljanju, ne, preprosto zato, ker so bile oziroma so še vedno ženske. Ne. Mene samo tukaj zanima, če si tudi ti, ne, kot predstavnica nekako najmlajše pesniške generacije, imela tudi kakšne težave pri tem, je še vedno seksizem prisoten, ne, in če je, v kakšni obliki, ali so se zadeve spremenile? Jaz bom povedala kar eno konkretno situacijo, prosim, ki je bila razsvetljenja za mene. In to je bilo pesniški večer v Jazz Klub Gajo, ki ga organizira Delek za primerjalno književnost, in takrat sem, mislim, da prvič, in to v prvem letniku faksa, nastopila z veliko večino nekih slovenskih pesnikov in mi študenti. In nekaj par nas je pač po koncu ostali in mislim, da takrat so bili Grafe Naver, Borisa Novak, Brvar, Žabot, seveda in tako dalje. In v bistvu takrat mi je Grafe Naver rekel, no, daj punčka, zdaj pa ti preber svoje pesmi, ne. In pač jaz nisem bila iskreno navajena tega, ker predtem sem sodelovala v nekih srednješolskih literarnih dogodkih
itd. In potem mi tam grafe naver reče punčka, ne, zdaj pa, in potem smo še imeli neke te besedne spopade, v glavnem, Boris Novak se je takrat zavzel za mene, raj o Žabotu sploh ne bom govorila, kaj sem slišala od njega, ampak jaz sem takrat po tistem, to je trajalo recimo do 4 zjutraj, jaz sem bila stara 20 let, seveda, fakt sem si mislila, kam sem zdaj prišla, ne, s tem se bom jaz mogla ukvarjati celo življenje ali kaj, ne. In sem po tistem imela v bistvu dostikrat panične napade pri branju. Zaradi tega, ker mi je bilo strah tega pač biti napadena. A ne? In ja, ampak to potem pride za tabo. Ne? In jaz sem potem spoznala ogromno pač drugih pesnic, kot si rekel sam Tajo Kramberger, ki je pač zame osebno izjemna pesnica in ženska in človek, potem Barbaro Korun in v bistvu, ko se pogovarjaš z njimi, z ostalimi, pač vidiš, da ja, da si priča nečemu takemu in ne vem, zakaj bi pač morali pri temu, mislim, zakaj bi morali to trpeti, zakaj bi morali pri tem ostajati, ne? Zakaj bi morali pač požreti vse te stvari, ne vem, se mi zdi, se nismo, ne vem, katerega leta, ne, da bomo zdaj tudi če bi bili, ne, nikoli. Ja. Tako da, ja, v bistvu mene so ta izkušnja, na primer, najbolj, ko mi dejansko sploh ni bilo jasno, kaj se zdaj dogaja, ne. To neka punčka, kaj se nisi ženska, ne, in potem kaj z menstruacijo misliš, da si ženska in tako dalje, ne. Te neke take debate, ko iskreno, mogoče je bilo to zelo naivno od mene, pričakovati od nekih intelektualcev, ne, naprimer, ampak to je zelo tanka meja in sploh se mi zdi na tej sceni zdaj intelektualec in v bistvu kaj pač postane človek po nekaj alkohola. Tako da, ja, no in takrat sem jaz potem, ampak ne, to sem jaz recimo po kakem letu, tega sem začela pač razmišljati, zakaj bi pač to moralo biti tak in sem pač tudi Hano napisala zaradi tega iz te distance, ker se mi zdi, da glej, recimo bojo pa prišle punce za mano, dekleta, ženske in kaj bo treba požreti vse to, ko ti nekdo, pa če tudi je uveljavljen, mislim, ne me zdaj bavati, ne, saj to nima veze s tem, če izdaš 10 zbirk, to ni nobena stvar, da se zaradi tega lahko pač kdorkoli tako obnaša. Ja, evo, zdaj sem pa končala. Ja, jaz upam, da bo takšnih primerov in izkušenj čim manj, ne, ker to je res pravzaprav sramotno, ne, kot si sama rekla, ampak tako očitno je, ne, ni pa prav, da je tako in mogoče je poezija lahko neko orodje zoperstavljanja tega. Mislim, to vem zdaj, da je retorično vprašanje, ker v tvojem primeru seveda je, ampak nameravaš tale angažma tudi še naprej peljati to izkušnjo. Proti slovenski literarni sceni? Mogoče proti seksizmu, ne, pa če je zdaj seksizem institucionaliziran v tej sceni, potem zakaj pa ne tudi proti sceni, ja? Mislim, zdaj se mi zdi, da sem pač v tej Hani pač, kar se tega tiče, dovolj povedala in tudi to, da se mi ne da več s tem. Ampak se zdaj bolj ukvarjam na nek način, kot sem pač prej povedala, s temami, kot so splav in spolne zlorabe, ker, ja, recimo, če gremo zdaj nazaj, kaj smo prej govorili o tem preseči, ne, neke pesnike. Zdaj, sama sem se začela, ker pač prihajam iz neke zelo majhne vasi z 6-7 hišami in, a imamo čas, da povem to pač? Ja, imamo, ja. Okay. In sem pač pred kratkim izvedela, da so pač deklice, s katerimi smo se igrali v otroštvu, da je bila pač v osnovni šoli in srednji šoli pač zlorabljena od očima. To se pravi, da je posiljeval psihično, fizično na vse načine in da se to nikakor pač ni
ni vedelo, ni izvedelo, ali pa se pač sploh ni hotelo vedeti, ne. Zdaj, ampak čeprav v taki mali vasi seveda se vse ve. In potem je prišlo do tega, da se je tega očeta očima prijavil in mama je, na primer, svojo hči v tem primeru, ker mama je pač alkoholičarka, je zavrnala svojo hči, da njena hči laže in tako dalje in se ni postavila na njeno stran. No, v glavnem, in jaz sem preko teh stvari, ker se mi zdi, da mene so bolj te stvari vplivale, kot pa neki pesniški krogi. V bistvu neke te stvari iz našega okolja, ne, v katerih pač želim pisati. Ja. In tu so pač te teme, o katerih sem videla, se v poeziji pač dost mal piše. Mislim, da je ena pesnica pri založbi Pivec nekaj časa nazaj Šinjorina, ne vem, če kdo pozna. Skratka, je izdala, mislim, da ne, neki gospodinski blues, nekaj v tem smislu. Peršolja, ja. Ki je cela zbirka pač posvečena temu, v bistvu nekih zapostavljenih ženskam gospodinjam, ki jih vsakodnevno pač maltretirajo. Ja, tako da se zdaj bolj na ta način angažiram. V redu, hvala. Mogoče, Goran, zate še nekako zadnje vprašanje, s katerim bomo zaokrožili pogovor. Ne, ti torej, kot že večkrat rečeno, pišeš literarne kritike, o poeziji pa me zanima, mora literarna kritika poezijo tudi tolmačiti ali samo ocenjevati, ne? Marsikdo se pritožuje, da je vse bolj hermetična, ne? Skratka, kakšno to razmerje med tolmačenjem pa vrednotenjem? Jaz bi rekel, da je vrednotenje absolutno podrejeno tolmačenju. Da najpomembnejša naloga kritika je seveda ta, da se skuša sprehoditi čez tekst, ki je pred njim na nek konsistenten način, ponuditi neko možno interpretacijo, neko branje, kako se mu pravzaprav pesmi zložijo skupaj v pač neko celoto. To je jaz mislim, da primarna naloga kritika, ne. Vrednotenje je pravzaprav, se pravi, vrednostna sodba ali pa priporočilo, ne. To je knjiga, ki jo je vredno brati ali ne, tudi če te knjige ne vzamete v roke, ne boste ničesar zamudili. To lahko pravzaprav mislim, da je šele nasledek potem nekega predhodnega interpretativno zavzetega branja, ki poskuša pravzaprav postaviti nek kompas delu, kako se v njem znajti. To seveda ne pomeni, da kritik pretendira na to, da bo izrekel vso resnico obravnavanega literarnega dela. To česa takega ni mogoče narediti, ne? Ampak ponuditi pač neko konsistentno branje, ne? Jaz si predstavljam tekst, ne, knjigo kot labirint z večjimi vhodi in izhodi, ne. Na neki točki stopiš noter in če pač si spreten kritik, boš prišel na eni drugi točki ven, ne da bi se ti vmes nit pretrgala. Takšno branje se mi zdi, da je vzdržno branje ali pa vzdržno kritiško branje in je lahko potencialno tudi kakšnemu bralcu v recimo zanimivo povratno informacijo, ne. Ni pa seveda nujno, da se takšen napor vselej posreči, jasno. Najlepša hvala obema, zdaj je pa na vrsti Twitter. Ni vprašanj. No, potem ste pa na vrsti vi, draga publika, za vprašanja, komentarje, karkoli lahko vprašate. Ja, prosim. Zanimivo, da se o poeziji pogovarjamo kot eni celoti, ker koliko nekih 280 tehničkih zbirk izide približno vsako leto, skratka neka zelo visoka številka, ali pač še več celo. A to se šteje
zdi, da ko govorimo o filmu ali pa o kakšni drugi umetnosti, smo vedno prepoznamo to, da so nam določenim ljudem ene stvari bliže kot druge. Pri poeziji pa govorimo pač, zdaj, ako bereš poezijo, ok, cool, kakšno poezijo zdaj bereš, ja, zdaj pa težko opisati, ne, vedno se gleda neke avtorje, ne govorimo o nekih žanrih, in se mi zdi, da pa se zapade v nekaj to, da poezijo v resnici obravnavamo kot neko celoto. In se mi zdi, da moje vprašanje je resnici to, a se vam zdi, da znotraj tega, kar se izda, a se najde nekaj za vsakega, in če se najde nekaj za vsakega, kaj lahko bolj sploh drugo pričakujemo od sodobne slovenske poezije? Najprej glede pričakovanja, no, bom tukaj začel. Iz pričakovanji je tako kot apropo poezije, je pravzaprav tako kot s pričakovanji glede kateregakoli drugega artikla. Bom zelo grobo materialistično to zastavil, ampak mi ne vemo, kaj si želimo, dokler nam nekdo nečesa ne ponudi. Ne? Mi ne vemo, da potrebujemo neko poetiko, dokler se ta poetika ne pojavi in potem rečemo, Madonna, ne, to je vendar odgovor na vse občutke bralske frustracije, ki smo jih imeli dolga leta, ker ni nič nagovarjalo pač našega eksistencialnega problema, s katerim se zdaj že dolgo soočamo, ampak ta avtorica je pa v tej knjigi, ne, mu je to uspelo. Tako da v tem smislu jaz ne vem, kaj pričakujem, z izjemo tega, da bi se zelo rad pustil presenetiti. To čudenje pred tem, kar šele ima prid, je najbrž pomemben draž tega, zakaj pravzaprav beremo ne samo poezijo, ampak literaturo v obče. Zdaj, kar se tiče pa seveda pač tega, da na Slovenskem obstaja veliko različnih pač avtorskih poetik, ki jih lahko najbrž v grobem razporedimo, ne, v takšne, ki so bolj metonimične, pripovedne, vsakdanje, izkustvene in izpovedne na eni strani, pa na drugi strani takšne, ki so pač bolj jezikovno eksperimentalne in skušajo pravzaprav premakniti mehanizme, kako sploh se producira pomen, ne? Pa potem še cela kupica drugih poezij, ne? Teh, ki so zelo tradicionalistične, naivne in tako naprej, kakršen je dobršen del teh, ki izidejo najbrž v samozaložbi, pa potem seveda pač en cel segment religiozne lirike, ki pač pravzaprav obravnava, mislim, ki funkcionira po enih svojih zakonitostih, ne? Ne vem, mislim, meni se zdi, da pač če ne bi bilo znotraj te raznolike in pisane krajine avtorjev in pesmi, ki pač užgejo, ki nas nagovorijo, ki nas zadenajo v naši pač individualni, eksistencialni srčiki, ne? Potem ne bi nikoli pač sploh šli brati poezije. Tako da za vsakega posameznika že nekje obstajajo neki avtorji, brez katerih ne bi bilo nič, in smo samo srečni, da pač imamo vsaj njih za svoje zaveznike. Tako da, ne vem, a je to približen odgovor? Si pa predstavljam, da pač kdo drug pa, ne? Se mi zdi, da čisto na tem nivoju je treba malo bolj zavedati, da težko se mi zdi, da poezijo zdaj zracionaliziramo na nekaj, o čemer pa lahko govorimo, kakor govorimo o vzorcih potrošnje v sodobni družbi, pač kako bi zdaj lahko govorili o nečem tako hermetičnem, pač kot za nekem splošnem pojavu. Samo to je Še kakšno vprašanje, oziroma a bi ti še podala odgovor njemu?
Ja, jaz nisem prebrala vseh 280 pesniških zbirk, tako da pač ne morem reči, če se za vsakega kaj najde. Če mi uspe prebrati 20-30 zbirk in to recimo natančno branje je pač veliko. Tako da, ja, ne vem, to je to. Še kakšno vprašanje? Neugodno sem se počutil, ko sem se s kolegom v Katini pripovedi začela malce smejati, potem je pa stvar postala zelo resna. Namreč prepoznala sva, jaz sem se sramoval samega sebe, ne prepoznala sva znane osebe z slovenske literarne scene in sva nenadoma že predpostavila, kaj bo prišlo. Ampak potem sem si pa rekel, mogoče pa vsem je treba neke stvari ločiti. In sem se spomnil zdaj primera Radovana Karadžiča, ki je bil pravkar obsojen na 40 let zapora in vsi pravijo, bil je tudi pesnik, ampak bil je slab pesnik, kot da to nekako opravičuje poezijo. Nisem prepričan, če to opravičilo poezija potrebuje. Namreč lahko je nekdo briljant pesnik, pa zelo slab človek. Če gremo zdaj v detajle, marsikdo naredil kakšno napako, William Burroughs je ustrelil svojo ženo, Louis Althusser je svojo zadavo, Prešeren je imel 3 nezakonske otroke z mladoletnico, pa so kljub temu to veljajo za neke velike figure, tudi totalni Zajcu bi lahko povedali in tako naprej, če beremo kot zvrtovednevnike, to je najde kar včasno je stiska, sicer v drugačni obliki, skratka tukaj ni enačaja, dober pesnik je dober človek. In tega enačaja najbrž nikoli ne bo. Ampak bolj zanimivo to zdaj, da sem malce si olajšal vest to. Ampak zdaj druga, bolj zanimiva zadeva, kar je kolega pred mano rekel, je namreč zelo zanimivo z drugega vidika. Slovenija je svetovni fenomen ne samo potem, koliko pesniških zbirk je zidane prebivalcev, ampak tudi potem, da so najbolj prodajane domače knjige v Sloveniji pesniške zbirke. Tega pa res ne nikjer na svetu. Pavčkovi angeli so se prodali že skoraj 20,000 izvodov, to že konkurira Vojnovičevi znameniti uspešnici kot najbolj brana izvirna knjiga. Zelo dobro ste se prodajali recimo druge Pavčkove knjige, Zlobac in tako naprej. Problem je pa ravno tam vmes. Problem je že pri teh knjigah, ki so dobili Jenkovo nagrado ali pa so zanjo nominirane, ne samo, da se ne prodajajo, to so itarsko nobena knjiga ne več, če greste malo analizirati, koliko se to sposoja. Pa vidimo, da je zelo malo ljudi od teh 280 pesnikov, ki letno objavijo pesniško zbirko, ki berejo svoje kolege. Ta vmesni prostor je pa mogoče problem in zato ljudje, bralci poezije, nimajo možnosti, da bi se srečali s tistih, ki bi bilo mogoče blizu, imajo razširjeno obzorje in tako naprej. In tukaj je najbolj tisto, o čemer bo treba razmisliti. Tisti vrh dolgega repa absolutno je opažen, to se bo še pohvalil iz razloga, čudovito izraz si uporabil, nismo osebe iz božičnih razglednic, to mi je bilo poskusno zapomniti, ampak vse, ki pride od tukaj naprej, pa doživlja pravzaprav neko neopaznost. Seveda šolski sistem k temu predvsem prispeva v tem ni dvoma, sem šolski sistem upravlja, še ni prišel iz tega, da sestavlja nek nacionalni kanon v to, da spodboja nekaj, čemu bi komparativisti rekli recepcijski odziv, da bi nekak dajal tekste, ki bi nagovarjali bralca. In zato temu bojo morali delovati druge obstance. Kapo dol, da je Komelu, ki je to že v več kot 100 mladih ribah naredil in res je taki načini, bistveno, pardon, čisto se zmedil, evo, predolgo že govorim, kot le nekaj pa. Hvala za tole, še vidva kaj dodaja. Kakšno vprašanje mogoče? Aha, prosim. pesnico ali pisateljico iz šolskih učbenikov, imamo tle en konkreten problem. In potem se ukvarjamo s tem, zakaj mladi ne znajo brati, oziroma kaj mi sploh ponujamo. Temu se reče socializacija v kulturo. In namesto, da se ukvarjamo s tem, kar je tudi bila debata, kaj je pozicija pesnika, pa kaj ni, pa te variante smo spregledali ene čisto sistemske probleme, ki jih imamo. Zdaj govorim iz perspektive kolegice prozaistke sicer,
ki se pa zaveda tega. Ne? In se mi zdi, glede na to, da je predvsem pesniška scena zelo močna, ne? In vas gledam v zadnjih mesecih, nisem se udeležila toliko dogodkov, kjer je sama skupnost, ne, si samo organizirala dogodke, ker roko na srce pri prozaistih smo izjemno slabi. Pri tem, recimo, da nas je sistem tako alienil drug od druga, da nismo sposobni neke malo bolj usklajene fronte, se mi zdi totalno škoda nekega potencijala, ki ga kot skupnost, literarna, imamo, da se delamo mogoče malo norca, drugi z druga in rečemo, ne vemo, kaj ne naredimo, seveda vemo. Ampak dejstvo je tudi to, da nekateri izmed nas beneficirajo tega stanja. Se pravi, vsi tisti, ki so zajeti noter v kurikulum, vsi tisti, ki jih naštevamo vedno znova. Da smo pozorni tudi na eno zadevo, pri vsem tem naštevanju, recimo, relevantnih pesnikov in pesnic, je bilo zelo omejeno, kdaj so se naštevale določene pesnice. Ali pa recimo, ne vem, kdaj recimo literarni kritik našteva kot relevantno, kaj našteva, koga našteva. In jaz govorim o tem, o samokritiki tudi in samorefleksiji. Mi imamo vzvode, mi smo dobri ljudje, ampak tudi mi delamo ene napake, smo malo leni, smo premalo agresivni. In to bo nekaj, kar recimo Katja osebno ne poznam in me je zanimalo, kdo je ta oseba, ki je napisala pesniško zbirko, ki je v bistvu tako zažgala. Ne? In potem mi je bilo zelo zanimivo, ker sem zdaj poslušala v debati, da je v bistvu zelo sistematično zavračala določene pozicije. Zelo sistematično je zavračala tudi to, da je zelo sistematično, jaz nisem mlada pesnica. Zavrnila je neko vlogo in pravzaprav je to, ko ti zavrneš neko vlogo, da bi bil natanko točno takšen določen pesnik, kot je sistemsko opredeljeno. Pa naj je ta sistem ali zunanji sistem, ali pa je to notranji sistem, kakšni pesniki želimo biti, ko se pogledamo, ko smo kot literarna scena. In mogoče tudi to vprašanje, ne, 280 pesniških zbirk, ta pestrost, raznolikost, ne samo izraza, ampak tudi družbenih pozicij, življenjskih pozicij, kaj šele izpovednosti, to, kar nam ljudje govorijo, ne, je mogoče pač ena ta družbena moč, ki jo je potrebno enostavno usmeriti v neke, v to, da se ta pretočnost jeza, se pravi to, kar mi imamo, resnično preizkušujemo tem, kaj smo mi zajeli in kaj mi dajemo na voljo kot pitni bazen kulture za sodržavljanke, sodržavljane, lahko rečemo mlade, lahko rečemo stare. Te delitve so tudi tako, ukvarjamo se s tem, kaj dajemo mladini, kot da pravzaprav poleg mladine nihče drug ne obstaja. Kaj, ukvarjamo se bomo z ljudmi do, ne vem, 31. leta, ker jih držimo, da so mladi in preumni, da bi sami bili dosti kritični in samoiniciativni, potem pa kakorkoli že pač lahko vsi skupaj umremo in gremo nekam se soliti, ne. Tako da mogoče bi kot kolegica literatinja, ampak ne nujno tudi pač v pesniških vodah rekla, ne vem, bodimo malo samokritični. So sistemi, ki smo izgradili in sistemi, v katerih sodelujemo, resnično sistemi, ki jih moramo tudi ohranjati, ali pa smo občasno tudi blago preveč pragmatični. Hvala za to, jaz bi mogoče samo pojasnil. Če mogoče ni bilo ustrezno razumljeno, zelo na kratko, ne. Skratka, kurikulum ne samo, da je seksističen, ampak je tudi izjemno prezasičen, ne. In jaz sem mislil delavnice na ta način, jaz iskreno, ne, sem se naučil brati poezijo skupaj s kolegi, ne, tako da smo se dobili, dali pesniško zbirko na mizo, ne, skratka, in to vrste angažma bi poleg mojega srednješolskega izobraževanja bi mi prišli zelo prav, ne, če bi mi kdo pokazal, kako pa to, ne, ker učiteljica slovenščine mi tega ni ponudila, mi niti ni mogla, ne, ker se sama ni izobrazila za to, čeprav je paradoksalno študirala slovenski jezik. Ne. Tako da v tem kontekstu, če prihajaš iz nekega minornega slovenskega kraja, tako kot sem jaz, je to vsekakor dobrodošlo, da vsaj približa nek način, kako brati. Ne. Večji problem, ki se ga vsi izogibamo, ne, in nekako gre in v nas samo to. Drugač pa absolutno, in to je najverjetneje
seveda tudi izven kurikuluma je potrebno najti stvari, ki te vzdravijo. Glih to ne izven kurikuluma. Ker naprimer pač, že si iz osebne izkušnje, če si ti dijak v Ljubljani, te to zanima, ima celo morje stvari, sami ste rekli, v zadnjem mesecu ste bili na ne vem koliko eventih, vsak teden greš lahko vsak teden lahko ga poslušaš, na delavnice lahko hodaš, če naš drugega je knjižnica pač čist drugače založena kot knjižnica v nekem manjšem slovenskem kraju. Zdi se mi ful bistveno v resnici, da se pač mi se učimo iz berila, ki je bilo natisnjeno, ko smo bili stari 5 let. Za maturo rabimo znati 5 ženskih avtoric. V resnici še to ne, ker so itak tista ali izbira se prav nobene ženske avtorice, ne rabim pa naredil maturo. Pač treba je posežiti v ta sistem izobraževanja literature, v katerem živimo. Čisto zaradi tega, ker je pač Slovenija tako zgrajena, da si avtomatično glede na to, ki si rojen, ful definira. Jaz bi samo še eno misel navrgel k vsemu temu. Namreč, da je najbrž tako ali tako še ta problem, da živimo potopljeni v nek svet množične kulture, ki vedenja, izobrazbe, neke estetske senzibilnosti ne valorizira prav zelo visoko. Ne? Hoče reči, hollywoodska filmska produkcija, sodobna, zahodna, popularna godba, ta, ki pač je najširše dostopna prek radijskih postaj in ki pač jo ponuja YouTube in na spletu, ki je lahko dostopna. Ne? Koliko teh izvajalcev pa pač bo zatrdilo, da je izobrazba pomembna, da so pravice do tega, da ne živiš obubožanega življenja, mislim v duhovnem smislu, pa tudi v materialnem seveda, da je to pač pomembna stvar in o kateri pač mislim, da bi nas vabili tukaj k razmisleku. Jaz sem pravzaprav mnenja, da je tukaj le nekaj Don Kihotskega, ne, pač na delu, ker pač so sile, ki so pač razporejene tako, da nas silijo v enostavno, hitro, hedonistično pozabo, zelo močne ali pa imajo zelo glasne mikrofone. No. Jaz iskreno pravičujem, ampak moramo nadaljevati ob pivu, ne, zunaj, ker Kati se mudi na vlak, tako da hvala lepa vsem, ker ste prišli, ne, in nadaljujemo zunaj.